Tako, dober dan. Se slišimo? Ja. Ja, ok, hvala. Torej, današnja tema, bom kar delil mojo namizje. Današnja tema je interaktivnost. Ogledali si bomo nekako tele vsebine, kaj je sploh interaktivnost, kako sta interaktivnost in vizualizacija med seboj povezana, vloga interaktivnosti, kako interaktivnost implementiramo vsaj v tem kontekstu uporabniških vmesnikov v računalništvu, potem kakšno vlogo igra interaktivnost pri raziskovanju podatkov. Potem pa si bomo ogledali 3 primere projektov, ki smo jih naredili v našem laboratoriju za računalniški vid. In sicer en programček za učenje prostorskega načrtovanja v osnovnih šolah, potem program za virtualno smučanje in pa dinamično anamorfozo. No, pa kar pojdimo na definicijo, kaj je pravzaprav interaktivnost. Interaktivnost se običajno dogaja med dvema organizmoma in je pravzaprav neka aktivnost, če zdaj gledamo kot interakcijo z neko računalniško aplikacijo. Interaktivnost poskuša uporabiti čim več naših čutov. Se pravi, je to lahko vid, sluh, včasih celo otip in tako naprej. Dogaja se seveda v nekem časovnem oknu, se pravi, ima neko časovno dimenzijo. Ogledamo si lahko tudi te tipične definicije na Wikipediji. Poglejmo recimo interaktivnost in povezavi s tem seveda tudi na te različne izpeljanke oziroma področja. V našem laboratoriju smo se predvsem ukvarjali s to interaktivno umetnostjo. Potem je tudi virtualna realnost, seveda spada v to področje interaktivnosti in tako naprej. Skratka, tole si lahko sami preberete. Vidim, da je tudi v slovenščini pojem nekaj novega interaktivnost. Vidim, da že kar nekaj, ne vem, kdo je to pisal. Skratka, ja, no. No, potem je pa še značilno to, da se interaktivnost kot neko posebno področje ukvarjanja in raziskovanja je relativno pravzaprav mlada disciplina. Se je dejansko začela tako resno razvijati šele z razvojem računalniških uporabniških vmesnikov. In tule je tudi eno zanimivo spletišče, kjer so na voljo različni tečaji, delavnice za načrtovanje interaktivnosti v smislu uporabniških vmesnikov. Če gremo še pogledati ta širši pogled na interaktivnost. Interaktivnost je zanimivo, da je nekje v središču tudi te znane debate o temu, ali so računalniki, kako so lahko računalniki pametni oziroma kaj, ali bodo kdaj pridobili zavest tako kot ljudje.
To je seveda povezavi z razvojem umetne inteligence, kako pametna postaja umetna inteligenca, ali bo lahko nekdaj v prihodnosti dejansko zamenjala človeka ali ne. Vsi ste že slišali za Turingov test, no, posebna, bi lahko rekli, verzija Turingovega testa je tako imenovana kitajska soba. Ta eksperiment se je zamislil John Searle. In gre se za to, da skuša, ko bi rekel, s to parabolo kitajske sobe prikazati oziroma vzpostaviti to vprašanje, kaj to pomeni, da je neka stvar res zavestna. Skratka, vsi vemo, da imamo zdaj zelo dobre programe za prevajanje iz enega jezika v drug jezik in tako naprej. Ampak postavlja se to vprašanje, ali to prevajanje pomeni, da računalnik oziroma ta program res razume, kaj te izjave v različnih jezikih zares pomenijo. In zato si lahko predstavljamo, da tak računalnik oziroma računalniški program zamenjamo z človekom, ki sedi v neki sobi. Soba ima na nek način dve okenci. Skozi eno okenco na papirju dobi ta človek, ki je v sobi, napisano recimo kitajsko pismenko, in potem ta človek pač pogleda ali v slovarje ali pa tudi s pomočjo računalnika poišče pravzaprav, kaj ta znak pomeni, napiše potem na drug listek slovensko besedo in jo da skozi drugo okenco ven. In tako na nek način lahko rečemo, prevaja iz kitajščine v slovenščino, ampak vprašanje, ki se ga seveda lahko postavimo, je, ali na kakšnem nivoju, zavestnem nivoju ta človek to dela, ali je samo nek, ko bi rekel, primerja neke vzorce, ali to pomeni, da ta človek dejansko razume potem to konverzacijo. Tako da opravljati neko, ko bi rekel, neko dejavnost, recimo prevajanje iz enega jezika v drugega, to dejansko še ne pomeni, da mi pa dejansko razumemo, kaj se pri tem, kaj vse te izjave pomenijo. No, interaktivnost je dejansko neko tako zelo interdisciplinarno področje, ki po eni strani, kot sem že rekel, to področje se je začelo res tako formalno razvijati v sklopu, ko bi rekel, pojava računalnikov, računalniških vmesnikov, se pravi razvoja programske opreme. Vendar, kot vsi vemo, ta področja potem zahtevajo znanje z različnih drugih področjih, kot je recimo lingvistika, umetna inteligenca, kognitivna znanost, sociologija, ergonomika, matematika, organizacijska psihologija, kognitivna psihologija, socialna psihologija in tako naprej. No, in dejansko, kako se to v praksi kaže, da ta velika softverska podjetja dejansko zaposlujejo ljudi, strokovnjake z teh različnih področij. No, in tole je en članek iz New York Timesa, sicer že iz leta 2014, ki opisuje, kako eno to raziskovalno skupino pri Intelu zaseda
zaseda ena antropologinja, kulturna antropologinja, ki dejansko študira, kako ljudje recimo opravljajo različne naloge. Tukaj je šlo recimo za en eksperiment, ki je potovala po svetu, oziroma njeni sodelavci, in so gledali, kaj imajo ljudje v prtljažnikih avtomobilov. In potem analizirajo te vsebine, pa zakaj, pa kakšne stvari imajo in tako naprej. Tako da še kakšna. Ja, no, tole recimo en tak eksperimentalni dizajn, ki so ga razvili, ki skuša omogočati oziroma olajšati komunikacijo med ljudmi. Tu gre za komunikacijo v realnem svetu, ampak danes veliko ljudi pravzaprav že pri nekih sestankih in tako naprej imajo seveda pred seboj prenosni računalnik. In ena recimo taka inovacija, ki bi pomagala izboljšati komunikacijo pri takih delovnih srečanjih, bi bila to, da bi ti prenosniki imeli zaslon tudi na zunanji strani oziroma tako obrnjeno stran od uporabnika in bi pravzaprav ta slika, kar bi tukaj videli, bi na nek način olajšala komunikacijo potem pač ostalim sogovornikom. No, tako. Tole predlagam, če imate časa, da si preberete, kaj v praksi recimo s čim se ukvarjajo ti dizajnerji uporabniških vmesnikov in pač pomemben element njihovega dela je tudi preučevanje te interaktivnosti. Ok, pojdimo nazaj. Vidite ta moja te prosojnice, ne? Upam. Skratka, implementacija zdaj same interaktivnosti, kako se lotimo načrtovanja in implementacije, se pa v praksi izkaže, da zahteva celo vrsto nekih spretnosti oziroma znanj. Pri načrtovanju uporabniškega vmesnika je zelo pomembno, da seveda se prilagodimo bodočemu uporabniku. Znati je potrebno celo kupico pravzaprav nekih softverskih znanj, kako se recimo dela z temi zunanjimi senzorji, s kamerami, z miškami, z nekimi drugimi devicei, povezljivost, prenosljivost in tako naprej. Potem je zelo pomembno seveda, da znamo dobro strukturirati te informacije, s katerimi se ukvarjamo in v končni fazi, da se spoznamo tudi na samo problemsko področje. In v končni fazi večina teh uporabniških vmesnikov ima neko vizualno podobo. Zato je zelo pomembno, da izberemo tudi ustrezne grafične elemente, ki, bi rekel, vse te vsebine na najbolj primeren način prikažejo.
Tipična aplikacijska področja, o tem že tako ves čas govorim, so uporabniški vmesniki, ampak mogoče bolj specifično so pa računalniške igre, virtualna realnost ali pa obogatena resničnost in pa tudi vizualna analitika, se pravi z vizualizacijo bolje razumeti oziroma z vizualizacijo analizirati neko problemsko področje. Če se zdaj malo vrnemo na eno predavanje nazaj, ko smo govorili o teh teoretikih, smo omenili Bertena, Francoza Bertena, in njegova misel je pomembna za tole interaktivnost. Pravi, da a graphic is not drawn once and for all. It is constructed and reconstructed until it reveals all the relationships constituted by the interplay of the data. The best graphic operations are those carried out by the decision maker himself. Skratka, mi si ne prizadevamo skonstruirati neko vizualizacijo dokončno, ampak moramo omogočati uporabniku pravzaprav, da on skonstruira neko vizualizacijo, zato ker je ta proces konstruiranja neke vizualizacije pravzaprav pomemben. Ta proces odkrivanja omogoča pravzaprav analizo in odkrivanja zdaj teh relacij med posameznimi vrstami podatkov. In tudi podobno misel je izrekel Pike, da je šele interaktivna manipulacija nekega vizualnega vmesnika omogoča pravo analizo, se pravi, da pri tem pridobimo znanje, ki je skonstruirano, ki je na nek način testirano in izboljšano. Skratka, ta proces je važen, ne samo to, da uporabniku prikažemo neko blazno vizualizacijo, zato ker je bo mogoče sploh težko razumel od začetka, ampak je ta proces, da do končnega rezultata pride, pravzaprav najbolj pomemben. No in tole je recimo prikazan en tak proces, kjer je uporabnik lahko aktivni udeleženec tega procesa in lahko na nek način vpliva na različne stopnje te transformacije od podatkov do vizualizacije. Že recimo vpliv ima lahko na to, kako zdaj te rečemo podatke, ki jih ima, kako jih organizira, potem kako za posamezne vrste podatkov, kakšne vizualne abstrakcije izbere, se pravi tele visual mappings, in pa potem tudi kako lahko spreminja pogled na te različne vizualne abstrakcije, se pravi, lahko gre za neke tridimenzionalne poglede, pa to potem hočemo recimo pogledati z različnih zornih kotov in podobno. No, tule gre za to, da recimo, kakšne vizualne abstrakcije izbrati. To je prav gotovo zdaj, ko bi rekel, odvisno od različnih vrst podatkov. In tipično izberemo različne vizualne spremenljivke za različne vrste podatkov. Za numerične podatke je dosti, ko bi rekel, standardna izbira, da velikost nekih vizualnih elementov bodo predstavljali pač
višino oziroma velikost nekih numeričnih zadev. Sicer pa, če gremo tukajle po vrsti, se pravi, ena taka vizualna spremenljivka je pozicija, se pravi, da se en element drugače pozicionira kot drugi. Lahko potem seveda oblika teh vizualnih elementov, lahko izberemo barvo, svetlost, intenziteto, potem tudi fokus, ali je nekaj ostro ali je zamegljeno, potem lahko z občrtavanjem, z vsebnostjo poudarimo recimo neke elemente, containment. No, za velikost smo že rekli, en element, ki ga lahko tudi spreminjamo, je orientacija posameznih vizualnih elementov, pa potem intenziteta oziroma saturacija barv, lahko uporabljamo različne teksture, lahko se igramo s transparentnostjo, recimo, če imamo zelo veliko nekih elementov na grafičnem vmesniku, potem lahko poudarimo samo določene elemente, tako da vse ostale potisnemo v ozadje in jih na nek način damo za neko tako poltransparentno zaveso. Lahko prikažemo potem z povezavami tudi, da so nekateri elementi bolj povezani in tako naprej. Ampak na splošno bi pa lahko rekli to, da numerične vrednosti z velikostjo, kategorične razlike, da poudarimo, da gre za različne vrste podatkov, pa prikažemo z uporabo različnih oblik. No, zdaj, če gledamo na interakcijo, se izkaže, da v interakciji se izmenjujeta dva cikla, in sicer izvedba in evaluacija. Zdaj recimo, da gre za, da je naš cilj, da preberemo neko spletno stran. Tole je uporabnik, tale human, in veliko spletnih strani je takih, da zahtevajo neko scrollanje, se pravi neko premikanje vsebine po ekranu, in da po tele spodnji povezavi bo šlo za to fazo eksekucije, se pravi, uporabnik bo želel prebrati stvari, ki so nekje na dnu spletne strani, ki jih še ne vidi, in bo zato bodisi z koleščkom na miški ali pa z premikanjem kurzorja na strani spletnega okna ustrezno pač premaknil ta kvadratek na drsniku, in sistem bo seveda reagiral, bo prikazal, nov pogled na spletno stran, se pravi redisplay web page, in uporabnik bo zdaj seveda evaluiral, ali je dosegel svoj namen ali ne, se pravi, bo videl novo vsebino, bo to vsebino interpretiral in ugotovil pravzaprav, ali je premaknil preveč, ali je premaknil v napačno smer in tako naprej. Tako da ves čas gre pri interakciji pravzaprav za izmenjevanje teh dveh ciklov, se pravi, nekaj naredi uporabnik in potem evalvira, ali je dosegel ta svoj namen ali ne, in tako naprej.
kakšni so kriteriji za ocenjevanje interaktivnosti. Skratka, pravimo, da je neka vizualna reprezentacija izraža to svojo vsebino, če dejansko izrazi željeno informacijo. Se pravi, to je ta izraznost, expressiveness. Effectiveness ali učinkovitost pa pomeni, da uporabi čim več teh uporabnikovih sposobnosti oziroma kapacitet vizualnega sistema in seveda tudi medija, ki ga uporabnik v tem trenutku uporablja. Recimo, prav gotovo so ti elementi učinkovitosti različni, recimo, če uporabljamo desktop računalnik z velikim zaslonom ali pa recimo, če se to dogaja na mobilni napravi, kjer je velikost zaslona čisto drugačna in morajo biti potem tudi pristopi do dostopanja do informacij specifični za to velikost zaslona. Kriteriji za interakcijo. Tu je našteto nekaj takih, ko bi rekel, lastnosti zaželenih, ki si jih predstavljamo. Skratka, to so, da znamo predvideti, kaj bo neka naša akcija dejansko prinesla, predictability, potem consistency v smislu, da bo odgovor oziroma reakcija uporabniškega vmesnika konsistentna, da se jo bo dalo na nek način prilagoditi, customizability, potem tudi zadovoljstvo uporabnika, seveda satisfaction, engagement, responsiveness, task conformance, se pravi, da bo interakcija primerna za nalogo, ki jo upravljamo. Žal je veliko teh kriterijev je na nek način zelo subjektivnih, sploh to satisfaction, kako meriti zdaj to zadovoljstvo uporabnikov in na splošno se to področje načrtovanja uporabniških vmesnikov prizadeva narediti vse te stvari bolj objektivno merljive, tako da lahko potem dejansko lažje primerjamo neke spremembe ali pa variacije v uporabniškem vmesniku med seboj. Kaj je boljše? Običajno se to dela v obliki nekih eksperimentov z bodočimi uporabniki in se meri potem recimo čas za opravljanje neke funkcije in podobno. Ogromno vlogo pri tem seveda igra ta časovna komponenta. Vsi običajno rabimo, če še nekaj ne znamo narediti, več časa, pa mogoče ene stvari se moramo dlje časa učiti, ampak potem, ko nekaj znamo uporabljati neko uporabniški vmesnik, je pa res ta najbolj pomembni kriterij je pa čas, koliko časa za neko nalogo dejansko rabimo. Interakcije. Kakšna je dejansko vloga interakcije? Interakcija dejansko nam pomaga razumeti
neko vizualizacijo. Tako da to je to, kar sem že prej razlagal. Skratka, pomemben je ta proces, kako pridemo do neke vizualizacije, tako da lažje razumemo pravzaprav neke značilnosti v podatkih ali pa celo neke, bi rekel, skrite vzorce, in z spreminjanjem teh, bi rekel, vizualizacijskih parametrov, ki jih spreminjamo kot neko interakcijo, tako kot smo prej gledali tiste pipeline, lahko pridemo dejansko do boljšega razumevanja podatkov. Interakcija se velikokrat uporablja v tem kontekstu nekih eksperimentov, kaj če, scenarij, what if scenarios, kar nas zanima, recimo, če spremenimo neke, bi rekel, kontrolne parametre ali pa neke zadeve v nekem procesu, nas zanima, kakšen vpliv ima to na končni rezultat, recimo nekega dogajanja. Tako da z učinkovito vizualizacijo in interakcijo teh vizualizacijskih parametrov lahko pridemo do boljšega razumevanja. Tako da za tako delo je dejansko izredno pomembna ravno ta povezava med vizualizacijo in pa interakcijo. Skratka, še enkrat, ni pomembno samo na koncu pokazati eno, rekel, statično sliko, neko impresivno vizualizacijo, ampak je pomemben ta proces, kako pridemo do te vizualizacije. In to je možno samo z neko ustrezno interakcijo. Zdaj, kako se zdaj v praksi tega lotimo? Neki kompleksni podatki običajno zajemajo veliko različnih vidikov nekega dogajanja. In če želimo zdaj, kot sem že prej razlagal, kreirati en najboljši način vizualizacije vseh teh podatkov, potem običajno rezultati niso najboljši. Zato, ker je taka vizualna prezentacija preveč kompleksna, težko je razumeti, težko je interpretirati. In zato je potrebno, tako kot na številnih drugih področjih, ki jih rešujemo s pomočjo računalnikov, da nek kompleksen problem smiselno razdelimo na manjše podprobleme, bodisi pač po tem principu divide and conquer, da bi se osredotočili samo na nek določen aspekt podatkov. In interakcija nam pravzaprav ravno omogoča, da se na nek način premikamo med temi različnimi pogledi na te kompleksne podatke, da se na nek način, da zoomiramo na manjše probleme, se spet vračamo, da vidimo celo sliko in na ta način lahko v naši glavi oziroma mentalno pridobimo veliko boljšo razumevanje teh podatkov. No, tole so na nek način vodila za implementacijo takih kompleksnih vizualizacij, ki zahtevajo neko interakcijo.
To so, da si prizadevamo, da smo konsistentni, da skušamo stvari narediti na nek način univerzalne, da nudimo neko povratno informacijo, da omogoča dialog, ta interaktivnost, da pridemo dejansko do nekega rezultata, da skušamo preprečiti napake, da je možno določene akcije tudi se vrniti na prejšnjo stopnjo v razvoju, skratka, da je ta da zadnjo akcijo lahko anuliramo in da pravzaprav podpiramo, kako bi rekel, ta notranji fokus na kontroli samega postopka in da vsa stvar seveda ni preveč kompleksna, skratka, da vsak korak pri tej analizi oziroma pri tej interakciji zahteva, ne presega ta kapaciteto našega kratkoročnega spomina. Tako da, kakšen je najbolj zaželjen scenarij? Neka vizualizacija običajno začne tako, da da nek pregled nad celotnimi podatki. Od tam pa potem se uporabnik odloči, na katere dele podatkov se bo osredotočil in da lahko nepomembne stvari, irelevantne stvari filtrira. Pomembno je tudi, da se lahko potem zmeraj vrača na predhodno stopnjo, na ta pregled in se potem odloča, da bo potem pregledoval te podatke z nekega drugega zornega kota ali pa da si bo postavil zdaj neko drugo izhodiščno vprašanje. In s tem, ko uporabnik se na nek način sprehaja skozi različne stopnje abstrakcije in se zdaj na nek način pogleduje različne podmnožice podatkov ali pa različne vidike, poglede na podatke, si lahko potem ustvari nek mentalni model, kaj ti podatki zares pomenijo, kako so med seboj povezani in tako naprej. Tako da zelo pomembno je, seveda odvisno od problema, da lahko raziskujemo ta vidik med podatki in potekom časa. Kajti vsak podatkovni element oziroma veliko podatkovnih elementov imajo nek smisel samo v kontekstu prostora in časa. Tako da, če si samo en preprost hipotetičen primer zamislimo, odhajamo na neko potovanje, recimo v nekem post-covid času, vemo, kam želimo potovati, želimo rezervirati hotel in zdaj recimo pri taki nalogi, da rezerviramo hotel, je seveda pomembno, kje je ta hotel, ne samo v katerem mestu, želimo si recimo, če gremo na neko konferenco, da je ta hotel, rečemo, če je bližje konferenčnim prostorom.
In seveda, tukaj ključnega pomena je datum. Ne. In sami veste, če ste že uporabljali take sisteme rezervacije, da je potem tudi cena hotela odvisna od, ne samo, kje je ta hotel. Hoteli v centru so običajno dražji kot tisti nekje na periferiji, ampak tudi kdaj, v katerem letnem času, celo od tega, ali gre za vikend, ali gre za dneve med tednom in tako naprej. Tako da pogosto so med nekimi podatki neke globje povezave, kako so ti podatki med seboj povezani. Potem, če pogledamo še na to razliko med časovno in prostorsko definiranimi podatki. Prostor, fizičen prostor, ali pa zdaj recimo, če hočete, geografski prostor, lahko raziskujemo na nek način poljubno. Nekam odpotujemo, se lahko vrnemo po isti ali drugačni poti. Skratka, raziskovanje tega prostora podatkov je zelo fleksibilno. Medtem ko je pa časovna dimenzija pa na nek način samo enosmerna. Skratka, ne moramo se vračati nazaj v času, gremo lahko samo v eno smer. In ljudje imamo recimo, ko bi rekel, dosti dobro zmožnost dojemanja fizičnega prostora pri premikanju skozi prostor. Premikamo se bodisi na podlagi vizualnih informacij ali pa tudi taktilnih informacij. Če zmanjka luči, elektrike, smo v popolni temi, se lahko v nekem prostoru, v neki sobi tudi premikamo s pomočjo tipanja, ali pa ne vem, kakšen občutek je pod našimi stopali in tako naprej. Zdaj pa spet čas. Čas je pa ima čisto neko drugo, bi rekel, kategorijo časa. Ljudje pa na nek način nimamo čutila za čas. In čas dojemamo pravzaprav samo v primerjavi, ko to primerjamo recimo z nekim drugim fizičnim dogajanjem. Koliko časa tipično traja recimo neka naloga in tako naprej. Običajno smo dosti dobri za ocenjevanje kratkih časovnih period časa. Recimo zato, ker to lahko povežemo z gibanjem našega telesa, medtem ko pa dojemanje daljšega časa, recimo 1 ure, 2 ur pa tako naprej, je pa že pravzaprav za ljudi zelo težko in delamo velike napake. Zato je pravzaprav to, da imamo uro za take naloge zelo pomembno. No, kako sploh čas modeliramo? To je, ko bi rekel, pomembno pri teh uporabniških vmesnikih nasploh. Čas lahko prikažemo, ko bi rekel, bolj grobo na ta način, da samo definiramo, ali so se neki dogodki zgodili prej ali kasneje. To je tale, bi rekel, ordinal scale. Potem lahko čas predstavimo
kot neke diskretne časovne elemente. Recimo tole bi bil koledar, lahko bi bile tele številke predstavljale dneve v tednu, lahko so to ure v dnevu in tako naprej. Lahko pa to predstavimo za neko kontinuirano časovno osjo in prikazujemo tele dogodke s poljubno natančnostjo. No, potem je tudi zdaj to vprašanje, ali te časovne dogodke prikazujemo kot neke diskretne oziroma kot neke točke na časovni osi ali kot neke intervale. Potem, kako so si ti dogodki, kako so med seboj povezani. Čas sicer gre linearno naprej v neko lepo bodočnost, vendar določene časovne elemente pa radi prikazujemo kot ciklične. Primer, recimo, to so lahko dnevi v tednu in en teden je potem en tak cikel, se potem spet ponovi ponedeljek, torek, sreda, četrtek in tako naprej. Veliko teh urnikov in tako naprej jih dojemamo kot neko ciklično organizacijo ali pa v končni fazi so to lahko meseci v letu in tako naprej. No, in pa potem še ta pogled, ali vse dogodke skušamo spraviti na eno časovno os ali na nek način dopustimo, da se bo neko dogajanje razvejilo in teklo po nekih neodvisnih časovnih oseh. Tako da tu so možne potem različne perspektive in tako naprej. No, tole so še ta granularnost, kako bomo zdaj razdelili to časovno os, ali sploh ne bo razdeljena, ali bo recimo na dneve, tole bi lahko bili dnevi, pa tedni, pa meseci in tako naprej. Potem posamezni dogodki so lahko, bi rekel, čist instantni dogodek, lahko je to nek interval, neko obdobje in v končni fazi je vsaj pri tem pogledu vnaprej, je lahko neko obdobje čist determinirano od do, lahko pa, bi rekel, je to obdobje odvisno od pravzaprav neke porazdelitve, je bolj ali pa manj verjetno recimo v nekem obdobju, da se nek dogodek zgodil. Kako vizualiziramo čas? Skratka, te vizualne spremenljivke za ponazarjanje časa so lahko pozicija recimo nekega dogodka na časovni osi, lahko je dolžina nekega intervala, lahko je naklon, kot recimo za hitrost, povezanost, debelina nekih povezav in tako naprej. Čas lahko prikažemo dejansko za neko animacijo, lahko prikažemo kot neko zaporedje nekih dogodkov, ki so med seboj povezani. Tole so recimo ene take tipične konvencije za prikazovanje časa, običajno gre za neke časovne osi. Lahko prikazujemo stvari tudi na številčnici, urni številčnici, kdaj od kdaj se neke stvari dogajajo. Možni so pa tudi takele diagrami, skratka, tukaj gre za povezovanje nekih točk v prostoru in z debelino te črte lahko potem rečemo še neko tretjo dimenzijo prikažemo.
čist konkreten primer številnih teh prikazov, o katerih sem govoril, so ti programi za projektno načrtovanje. Tale diagram naj bi prikazoval gradnjo neke hiše, se pravi najprej zemeljska dela, pa potem temelji, pa zidovi in stropovi, pa potem okna, stavbno pohištvo, pa streha, pa tako naprej. Vse skupaj je postavljeno na neko časovno os, potem dolžino posameznih teh del, prikazuje širina teh kvadratkov, zdaj tele barve, kako bi rekel, bolj natančno definirajo to časovno okno in tako naprej. Skratka, te konvencije so dosti širše, če gremo zdaj neke konkretne vrste uporabniških programov gledati, uporabljajo prej naštete elemente. Tudi te mali večkratniki so popularni, zdaj, če hočemo primerjati recimo, ne vem, neke performanse, ne vem česa že po različnih letih, lahko na tak način, na tak prikaz lahko zelo enostavno primerjamo recimo različna leta ali pa spremljamo, kako se je neka spremenljivka spreminjala, recimo zelen stolpec ostaja tako rekoč stabilen, tale oranžen počasi po letu 2002 začne naraščati in tako naprej. Tako da teh možnosti je res veliko. Zdaj pri interakciji je zelo pomembno tudi to, da nekako predvidimo, kakšna je ta interakcija v fizičnem svetu. Se pravi, kakšne te periferne naprave bomo dejansko uporabljali za to interakcijo. Ali bo to miška, ali bo to zaslon na dotik. Skratka, kakšne bodo te naprave za interakcijo. Potem na ravni same kontrole je pomembno, kako uporabnik potem dejansko uporablja to napravo. Kako recimo uporablja recimo nek drsnik in na konceptualnem nivoju, kaj taka akcija, recimo premikanje nekega drsnika, kakšno nalogo pravzaprav s tem opravljamo. Kakšne so tipične naloge oziroma kaj si uporabnik želi pri neki interakciji. Se pravi, naloge so lahko, da izbiramo, kaj želimo pogledati, recimo, ali pa kakšno dogajanje se naj naprej dogaja, se pravi, izbira, potem raziskovanje, želimo pogledati nekaj drugega, želimo recimo rekonfigurirati dosedanji pogled, skratka, da vidimo neko drugo urejenost, lahko želimo drugačno prezentacijo nekih podatkov, želimo recimo se dvigovati ali pa spuščati v teh nivojih abstrakcije, se pravi od bolj splošnega pogleda k bolj podrobnemu in tako naprej. Potem velikokrat želimo pravzaprav filtrirati glede na neke pogoje, da vidimo samo določeno vrsto podatkov, ne vseh.
Včasih želimo videti sorodne podatke, seveda vedno imeti to možnost, da se vrnemo na predhodno stopnjo. In seveda, da lahko, ko bi rekel, čim več spreminjamo lastnosti tega uporabniškega vmesnika. Tu je vedno, ko bi rekel, tanka linija med tem, kaj je smiselno, kaj ni smiselno, in pretirano prilagodljivost, pretirana prilagodljivost običajno tudi ni najbolj zaželjena. No, to je en pojem, ki ga velikokrat slišimo, user-centered design, se pravi oblikovanje usmerjeno na uporabnika. In to običajno prikazujemo s tem trikotnikom, kjer imamo na ogliščih trikotnika na vrhu podatke, potem pa seveda nalogo, ki jo želimo opraviti na teh podatkih, in pa uporabnika. Zdaj, te povezave med temi tremi elementi, temi tremi oglišči, so expressiveness, se pravi, kako dobro recimo lahko za določeno nalogo naše podatke prikažemo. Za uporabnika je predvsem pomembno effectiveness, se pravi, kako učinkovito lahko neke podatke prikažemo, prikazujemo, analiziramo in tako naprej. No, in med nalogo in uporabnikom je pa tale povezava appropriateness, se pravi, kako smiselna, kako dobra je neka predstavitev glede na nalogo, ki jo moramo opraviti. Tako da to so te na nek način povezave med temi tremi, bi rekel, akterji, podatki, nalogo in uporabnikom. In tale reprezentacija in interakcija se mora pa seveda ves čas prilagajati. No, še enkrat se vrnemo na ta nivo časovnega pogleda na neke podatke, se pravi, kako lahko abstrahiramo to časovno dimenzijo. Zelo pomembno orodje seveda na tem področju je statistika in pa potem podatkovno rudarjenje v tej časovni osi. Ena od najpomembnejših nalog je prav gotovo predikcija, kako se bo dogajanje nadaljevalo v času. Skratka, mi imamo vse podatke za nazaj, zanima nas seveda, kako se bo na osnovi vedenja o tem preteklem dogajanju, kako se bo ta stvar razvijala naprej. To je, ko bi rekel, osnovni problem recimo pri delniških trgih, na borzah in tako naprej, ker obstaja cel kup sofisticiranih metod, kako zdaj narediti neko predikcijo, ker vemo, da na to dogajanje vpliva zelo veliko različnih elementov. No, potem lahko seveda posamezne vrste časovnih dogodkov tudi, kako bi rekel, razdelimo na neke vzorce in jih klasificiramo, da gre za recimo določeno vrsto procesa ali pa dogajanja in tako naprej.
En drug nivo take analize, takih časovnih podatkov je pa recimo odkrivanje nekih vzorcev v teh podatkih. Recimo pri analizi biomedicinskih signalov, kot je EKG, je osnovna naloga pri avtomatični analizi, da odkrijemo te značilne elemente v teh impulzih, recimo v EKG-ju, te faze vzbujanja, pa potem sproščanja srčne mišice in tako naprej. Skratka, tam ne gre za kakršnokoli dogajanje, kot tukajle pri nekem borznem, ampak gre za neke tipične vzorce, ki pa se kljub temu v okviru nekih parametrov lahko spreminjajo. No, pred parimi leti smo v okviru tega predmeta začeli razvijati en sistem. Pravzaprav je šlo za enega študenta, doktorskega študenta na pedagoški fakulteti, ki je preučeval, kako koristni so ti sodobni multimedijski pristopi, uporaba računalnikov in tako naprej, za prostorsko načrtovanje. In smo potem razvili dejansko, to je en študent začel razvijati kot seminar pri tem predmetu, potem pa je dejansko diplomsko oziroma magistrsko nalogo naredil iz tega. Mogoče je najbolj, da tole je na e-princih je članek v tem, jaz bi pa pokazal tale video posnetek. In sicer se gre za to, da imamo tukaj osebni računalnik z kamero in seveda ustrezno programsko opremo. In zdaj uporabniški vmesnik oziroma manipulacija s tem programom poteka s pomočjo kartic, papirnatih kartic, na katerih so neki vzorci, ki pomenijo neke akcije na tem sistemu. In sicer gre za gradnjo dejansko nekih tridimenzionalnih konfiguracij, nekih, rečemo, navideznih arhitektur in tako naprej. Zdaj ene kartice pomenijo določene vrste elementov, druge kartice pa pomenijo določene akcije, recimo, da nekaj združimo in potem to ostane združeno. Zdaj, ko se spremeni barva zaslona, rdeča ali pa zeleno, s tem na nek način nekaj potrdimo ali pa razveljavimo. No, in dejansko je ta interakcija tako intuitivna, da jo tipično lahko učenci v osnovni šoli tako rekoč takoj, ko začnejo uporabljati ta program, usvojijo in potem lahko določene elemente pač tako sestavljajo neko tridimenzionalno arhitekturo v virtualnem svetu. Ta pogled na virtualni svet vidijo seveda preko zaslona računalnika. No in zdaj, kaj je bila pravzaprav naloga te doktorske disertacije, je bila, da prikažemo, da
je uporaba takih pristopov, ne, s pomočjo ustreznega računalniškega programa, da dejansko olajša učenje teh tridimenzionalnih pristopov, da učenci hitreje osvojijo neke principe prostorskega razmišljanja. In zdaj, kako je bilo to na nek način dokazano, tako kot sem že na začetku omenil, treba je dejansko, vidite, zdaj, kako bi rekel, cela stvar, rečemo, sestavljena, kolikor toliko. Gre se za to, da je ta kandidat to testiral v večjih razredih v osnovnih šolah. Tale je tale članek, opisuje to delo pa uporabo tega programa. Skratka, da je možno, da kako bi rekel, je naučil različne razrede v različnih osnovnih šolah uporabljati ta program. Potem jim je pa dal neke naloge z tega področja prostorskega načrtovanja in je na nek način jih testiral, kako uspešni so bili pri reševanju teh nalog. Za primerjavo je pa vzel take razrede, v katerih jih ni učil s tem programom. Dal jim je pa iste, ko bi rekel, naloge za testiranje in potem je pač primerjal rezultate teh različnih, ko bi rekel, eksperimentalnih skupin. In seveda to, kar smo nekje pričakovali, je bilo, da so učenci, ki so uporabljali, ki so se učili recimo nekih teh principov prostorskega načrtovanja, sestavljanja elementov in tako naprej, s pomočjo tega programa, da so dosegli tudi boljše rezultate na teh testih v primerjavi z tistimi, ki tega programa niso uporabljali. To je, kako bi rekel, mi računalničarji se običajno ne lotimo nekega takega, ali pa zelo redko, nekih takih kontrolnih ali pa kontroliranih eksperimentov, kjer bi z nekimi končnimi uporabniki merili zdaj učinkovitost nekih, rečemo, uporabniških vmesnikov. Tudi, kako rekel, ta cikel razvoja teh naših aplikacij je tako hiter, da neki taki kontrolni eksperimenti morda niti nimajo pravega smisla. Ja, za kakšne take aplikacije, ki so recimo bolj kritične in tako naprej, je prav gotovo smiselno testirati uporabniški vmesnik tudi na tak način. Ja, potem pa je še tole, kar smo že prej, en majhen segment videli, tale virtualno smučanje. Tole smo, ja, to je bila pravzaprav tudi ena razstava, to virtualno smučanje. Skratka, tole si morate zamisliti, to je bilo, mislim, da leta 2005, ja, še pred Kinectom, pa pred
pred temi raznimi računalniškimi igrami, ta Wii pa tako naprej. Skratka, mi smo tudi poskušali povezati gibanje uporabnika z nekim virtualnim svetom. V tem primeru je šlo za neko virtualno smučanje v nekem gozdu, in enostavno samo z premikanjem levo, desno se je uporabnik lahko izogibal tem smrekam in pa smo še nekako popestrili, da so se naključno pojavljala, so se tale srčka v tej sneženi pokrajini in če si, kako bi rekel, povozil več srčk, če si izbral več točk in tako naprej. Tako da, spet sem šel na isto povezavo. Tole. No, to se v bistvu dogaja dosti hitro, tako da. Vse več umetnikov, ki v svoje delo vključujejo nove medije, se ukvarja s konstruiranjem svojih virtualnih svetov. Instalacija virtualno No, to je zdaj res že 15 let staro, zdaj imate že, kako bi rekel, veliko boljše računalniške igre, pa predvsem take stvari se običajno zdaj ne dela s pomočjo te virtualne čelade in podobno. No, zadnja stvar je bila pa ta dinamična anamorfoza. O tem pa mislim, da sem tudi že govoril, se pravi, gre se za to, da neki projicirani te članek, v katerem pišemo, anamorfozi, da neko sliko, ki jo, če jo gledamo strani, vidimo neko perspektivno deformacijo te slike. Zdaj pa, če spremljamo bodisi z metodo računalniškega vida pozicijo obraza opazovalca, potem lahko v realnem času pač spremenimo oziroma deformiramo to sliko tako, da je z položaja tega opazovalca ta slika izgleda nedeformirana. No, in zanimivo je to, da smo na osnovi tega potem predlagali tudi en tak sistem, kako izboljšati ta občutek kontakta z očmi pri videokonferenčnih sistemih. Vse v temu smo potem napisali še en dodaten, bolj poglobljen članek. In takrat, ko smo delali tele poskuse, si dejansko nihče od nas ni predstavljal, da bodo tile, bi rekel, videokonferenčni sistemi postali tako popularni oziroma tako pomembni zdaj za naše delo. No, mogoče bi sam še to pokazal. V anamorfozi smo se še več ukvarjali pred kratkim. Smo zdaj preučevali tudi anamorfozo na poljubno naravno površino. Tale članek smo predstavili pred kratkim. No, tule gre tudi za en projekt, ki se je začel v okviru tegale predmeta interaktivnosti oblikovanja informacij. In se gre za to, da lahko
vnaprej, se pravi neko projekcijo na neravno površino, da lahko deformiramo tako, da bo z nekega naprej predvidenega zornega kota ta slika izgledala povsem pravilno. No, bomo videli, če tale povezava delovala. No, to je ta študent naredil v okviru svoje seminarske naloge. Se pravi, to je s Kinectom posneta ta 3D scena. Potem pa, se pravi, to je oblak točk, potem iz tega oblaka točk naredi 3D mesh. No in potem, glede na to 3D obliko, deformira video, ki ga projicira, ker projicira ga v vodoravni smeri, ampak navpično dol, pa lahko dobimo čisto pravilno sliko. Še en video sem hotel pokazati. Še enkrat odprem. Eno, to. Skratka, mi zdaj lahko kot projekcijsko površino, kot običajno za projekcijsko površino uporabljamo ravne ploskve, ki so seveda lahko pod različnim kotom. Tule pa zdaj lahko poljubno neravno površino uporabimo, če imamo seveda ustrezen 3D model te površine. In naprej potem deformiramo sliko oziroma video tako, da bo z določenega zornega kota bomo to sliko oziroma video videli čisto pravilno. Ok, to je za danes vse. Kdo kakšno vprašanje? No, dve moji, pa naši, umetniške inštalacije, ki predstavljata neko obogateno resničnost, sta razstavljeni zdaj v galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana na Bregu 22, Zoisovi palači. Skratka, razstava je postavljena, vendar žal, zaradi teh covid omejitev so galerije tudi zaprte. Tako da jaz upam, da v doglednem času, da bodo te omejitve za nami in bi si lahko v živo ogledali. Posebej ta svetlobni vodnjak je zanimiv za
kako bi rekel, za videti v naravi. Ker video so vam pa že pokazal, mislim, da v uvodnem predavanju. Tako da mogoče naslednjič povedal malo več o tej razstavi, no. Pa vam dal link na katalog. To bi bilo za danes. Še kakšno vprašanje? Ste zdravi? Uporabljate to aplikacijo za sledenje, kar priporoča tudi fakulteta. No, jaz upam, da je vse v redu z vami in zdajle z asistentom pripravljava tudi seznam seminarskih tem za ta veliki seminar. Spet bo kar nekaj tem v povezavi z študenti za Aluja, podobne teme, tako da jaz tudi upam, da bodo letos kakšni ti seminari potem prerasli, bodisi v magistrske naloge ali pa, ne vem, vsaj v neke članke, ki jih bomo lahko predstavili širši javnosti. No, če ni nobenih vprašanj, se za danes poslavljam. Hvala za spremljanje teh predavanj na ta način in se vidimo naslednji teden. Adijo. Hvala, naslednje. Nasvidenja. Adijo. Nasvidenja.